Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Dobrodošli v tednu sibirske fitomedicine. Zares hvaležno pozdravljam Karmen Bezget iz Females Academy, Akademije za ženske. Zdaj, tukaj sem prebrala, kako slab odnos imamo ženske do menstruacije, do vsega tega. Kje misliš, da je vzrok? Kakšen je ta grm, za katerim tiči ta zajec? Ja, Jasmina, to je res ena taka zelo velika rana nas žensk oziroma celotne družbe, kar se kaže čisto na vsaki delavnici, katere pridejo ženske. Zdaj, ena stvar je tista, če začnemo čist, kako naj rečem, na tistem najbolj dnevnih stvareh je tale, da ženske imamo slabe izkušnje, osebne slabe izkušnje od otroštva dalje, slabe izkušnje v spolnih odnosih in tako dalje. In to se vse malce po malce ostane v ženskem telesu. Druga stvar, ki pa je še toliko bolj, kako naj rečem, ranljiva, toliko globlja rana, pa je ta, kar smo mi slovenske žene, za katere lahko največ govorim, kaj smo podedovali od svojih mam, od svojih babic, od svojih praprababic, od svojih prednic, še nazaj preko genetike, preko genov v časa krščanstva in še pred krščanstvom. Zakaj? Zato, ker vse vemo, da enostavno vse te slabe izkušnje, ki so, vse to se vgravira v celice, v DNK in potem kaj celice? Celice vemo, da se non-stop delijo, to je osnova življenja in se vse to prenaša iz roda v rod dalje. In vse to skupaj, potem, ko začnejo ženske enkrat res, ne samo v spolnosti, ampak v spolnosti se najbolj to izraža, tudi na vsak, se veš, ko se malo poglobi v sebe, se začnejo neke stvari odkrivati in globje in globje in globje. Menstruacija, da je nečista, da je to umazanija. Na delavnici si nam zaupala, da je to totalno nasprotje tega. Ja, to je popolno nasprotje. Zakaj? Zato, ker dejansko ženska od prve menstruacije pa do zadnje menstruacije, se spomniš, koliko jih je vse skupaj, približno nekje okrog, se spomniš 450 do 500, tako, Dejansko takrat, ko ženska postane ženska oziroma ko dobi prvo menstruacijo, takrat je glavna naloga telesa, da vse najboljše od najboljše, se pravi cirka 40 do 50% življenjske energije usmeri v spolne centre. To pomeni v vzdrževanje spolnih centrov, v pripravo maternice vseh rodil, zato da bo prišel tisti trenutek življenja oziroma trenutek kreacije življenja. Se pravi, to je najboljše od najboljšega, kar telo premore, to usmeri v spolne centre. In seveda, če tistega trenutka novega spočetja, kreacije novega življenja ni, kaj se zgodi? Zgodi se to, da najboljša energija, najboljše od najboljšega, kaj žensko telo premore, odvržemo. Ja. Čisto drugačen odnos bi mogli imeti, ne? Čisto drugačen odnos, to ni nič umazanega, to nič ni slabega, to nič ni nečistega, ampak to je najboljše. Najboljše od najboljšega, kaj telo premore, je to. Je naša, se pravi, ker telo je, se vemo, narava želi popoln trenutek kreacije novega življenja, da se dvoje teles, dvoje celice združijo v ljubezni, v orgazmičnem, najvišjem orgazmičnem energiji. In takrat bo poskrbela, da bo to idealen trenutek in da bo idealno. In to je to. Zelo me je navdušilo dejstvo, ko smo bile na delavnicah, ko so ženske govorile, hvala ti, da to prirejaš. Potem sem jaz ugotovila, ja, sem res, jaz sem ti tudi hvaležna, da kaj takega sploh v Sloveniji obstaja. Ogromno potuješ, se izobražuješ, znanje pa prinašaš v Slovenijo in učiš ženske tukaj dejansko v Sloveniji. Jaz verjamem, da bi bilo tvoje znanje bolj cenjeno v tujini, absolutno, ker Slovenci znamo biti kar zaprti, sploh Slovenke znamo biti kar zaprte, kar se tega tiče, ampak še vedno prirejaš, organiziraš delavnice, učiš dejansko ženske in ta znanja so znanja taoizma. Ja, hvala ti, Jasmina. Res je, to je dejansko taoizem. Zakaj taoizem? Taoizem me je privlačil iz tega pogleda, ker je dejansko to najbolj, kako ne rečem, kompleksna, starodavna, zapisana 6000–7000 let zapisana znanost. In to, kar so taoisti toliko let nazaj
že vedeli, prakticirali. Danes po drugi strani moderna znanost enostavno tudi to ugotavlja. Ampak kaj je prednost daoizma? Prednost daoizma je ta, da ni samo filozofija, da ni samo razlaga, ugotavljanje, ampak da so praktične, konkretne praktične metode, rešitve, katere izhajajo iz modrosti našega telesa. To pomeni, da nas si videla na delavnicah, da ni bilo nič, dobene čarobne palčke, nič, ampak dejansko vse, kar je prihajalo iz tebe. In to, kar tvoje telo tako in tako deluje, tako in tako se dogaja, ampak samo, da razumemo to. In sploh to je pomembno. Zakaj delavnice, zakaj s tem vztrajam, čeprav je to področje, se ve sama, malo zelo tako, kako da rečem, zanimivo, je res to, da je pomembno, to, kar je moje poslanstvo, da ženskam pokažem pot. Da ženske začnejo razumevati in tudi to, kar se jim je dogajalo v preteklosti, da tega ne obsojajo. Ampak enostavno razumejo, da je to del njih, da so njene potomke, njene prednice del njih in da se bo tudi to na potomstvo prenašalo in da ne obsojajo, ne kritizirajo, ampak da vedo, takšno je. Zdaj, druga stvar pa je, da to razumejo in da potem razumejo tudi delovanje ženskega telesa. Popolnega ne. Pojma nimamo o ženskem telesu, ker, mislim, pa jaz sem se na zdravstvu sem hodila, na zdravstveno fakulteto, pa en kup takih uporabnih, koristnih zadev, ki bi jih mogle vedeti, pa jih ne vemo. Sploh ne gre mimo. In če bi tukaj dovolj znanja imele, bi mogoče imele drugačen odnos. Točno to. Kar mi je tudi všeč je to, da je pri tebi je ogromno prakse, ne? In površinsko bi človek rekel, wow, cela soba ženske se dotikajo po čudnih mestih, ampak jaz sem se počutila z tisto jajčko, z nogami narazen, pokrita, ne vem, po prsih sem se povsod, ko smo šli čez te tehnike. Jaz sem na čisto svojemu svetu, čisto svojem vesolju. Niti za trenutek mi ni bilo neprijetno, niti za trenutek nisem imela unga feelinga, ne, lepa tle, še 20 drugih bab noter, kako bo pa zdaj to. Dejansko, v bistvu res delaš sam s sabo, v svojem svetu, ker se ti tukaj dogaja, tukaj nekih emocij, vsega pride ven, da se ne moreš z drugimi še ukvarjati. Točno to je to in to je osnovni, kako rečem, to je osnovna misija, vizija, poslanstvo Tao. To pomeni, da sebe spoznamo in da najprej svoje telo, tvoje telo poskrbimo, da je zdravo, da smo mi v dobri kondiciji, da najprej sebi pomagamo in ko sebi pomagamo, ko smo mi ok, potem lahko pomagamo ljudem okrog sebe. Tole bi rada prebrala iz femalezacademy.com, mislim, vrhunska zadeva, praktična rešitev oziroma tehnika, ki menstrualni cikel naravno uredi, ženski povrne poveča lastno energijo ter pomladi spolne centre je masaža prsi in aereol. Ja, to je to, vse si videla, a ne? Ampak ženske, mislim, ko se grejo dotikati svojih prsi, je ponovadi s strahom, da ne bojo kaj zatipale. Tukaj pa v bistvu čisto z drugim odnosom, se dotikaš pa tako. Ja, vse to je tisto, zakaj je najprej potrebno razumevanje. Saj si videla, vse mogoče je bilo malo sem bila že mogoče malo tečna, dajmo to razumeti, da boste res razumeli, zato ker če kar nekaj delamo, ne vemo, kaj se dogaja in po drugi strani ne vemo, zakaj bi to naredile, smo kako na pol nekje, v temi. Po drugi strani, če imamo razumevanje, ne more nihče z nami manipulirati, je tako? In ko razumemo, kaj se dogaja, ko razumemo povezave s tem, prsi, žleze in da potem s tem lahko menstruacijo naredimo še bolj prijetno in lahko tudi dejansko vso to energijo, o kateri smo prej govorili, lahko kaj telo nazaj porabi, ne da bi pripravljal spolne centre, ampak nazaj porabiš za svojo življenjsko energijo in pa hkrati spodbudiš pomlajevalne procese v maternici, v jajčnikih. To je tisti čar. In pri masaži prs je ravno tisti odnos, tako kot si rekla, ne vidim, velikih je strah, veliko se jih niti ne more dotakniti svojih bradavic, ker ali imajo to zakoreninjeno, ali so imeli slabe izkušnje. In potem, ko res razumejo, ok, vejo, razumejo, da to ni nek tabu, da je to
naravno in da je to del njih in da postanejo nekako ponosne, da so v ženskem telesu, da je popolno žensko telo, še bolj popolno, kot sploh si lahko mislijo tega. In dejansko potem, ko pa začnemo z tehnikami, pa od znotraj navzven, se pravi, da začnejo, začutijo tisto ljubečo vibracijo srca, ko se srce sprosti in tudi to spolno energijo, tisto zburjajočo, da čutijo, kako je fajn v svojem telesu. In potem se začnejo čutiti vsi procesi, ki so znotraj, a ne? Ja. Res, tukaj sem se super počutila tudi po sami delavnici in vse te zadeve. Napredne tehnike so bile tiste, ki smo jih imeli na zadnjič, zdaj teh seminarjev, tečajev, delavnic, kar nekaj tudi je, recimo, ne. Upam, da bo še kaj tudi za moške, ker moški so mogoče malo bolj zakomplicirani, kar se tiče kontrole vsega tega, ne? Ja, pri moških je tako, moški imajo malo bolj zahtevno delo, sami seboj, se pravi za spolnostjo. Zakaj? Ker oni morajo ločiti orgazem od izliva, od ejakulacije, ne? Se pravi, ejakulacijo v injakulacijo, se pravi, da obrnejo proces navznoter, ne? Tako da ženskam je pa, kako rečem, pri nas ženskah je lažje, pa težje, zato ker je osnova, si videla, da se ženske kaj? In to je prvi cilj. Zakaj sprosti? Zato, ker ko smo sproščene, šele takrat lahko kaj čutimo. Če nismo sproščene, se ne vemo, kaj se dogaja, se ne vemo, ali se odzval ta jajčnik, ali to vse več ne veš, ali si zburjen, ali nisi zburjen. Rabiš tako močne stimulanse, da sploh nekaj začutiš, kar ni potrebno. Dejansko pa je že telo samo, si viš, da ne potrebuje veliko. To mi je bilo najbolj zanimivo, ker smo se dejansko sproščali in potem naslednji dan gledam jaz mačko, veš, ki leži, ne, ki maček se to tako. Tak se da, ne. Da se rekla, koliko sem ti fovš, ne. Lej, koliko se lahko sprostiš, čist do fertika, ne. Ko pa mi rabimo vse delati za to, da se sprostimo, ne. Da ne govorim, da nekateri grejo po zdravila za te stvari, pa tak naprej, ne. A bova danes midve tudi kaj pokazali? Ja, veš, kaj sem razmišljala strano o tem, da ta čarobna masaža prsi. In zakaj je pomembna? Pomembna je že zato, ko smo govorili o menstruaciji, da ženske začutijo, da lahko z njo menstruacija, katera je danes zaradi stresa postala, se veš, res obremenjujoča, se je celo podaljšala, ženske, koliko sem čitala, celo zgubijo skoraj do deciliter krvi v enem, in to je zelo izčrpajoče. In toplo priporočljivo je, da ženska, če že takne masira prsi, da vsaj 3 dni pred menstruacijo res masira prsa, med menstruacijo, ker s tem energijo... Ampak med menstruacijo so pa napeta pa boleča. Se to ravno, ker dejansko kaj pomeni, če je bolečina pa napetost, pomeni kaj? Da je tam prišlo do česa, do zastoja. Točno to, ne. In zato je potrebno pred menstruacijo, ne, preden pride, ker kaj se zgodi takrat, seveda vse dela na polno in tudi z prsa so pripravljene žleze, ne, za laktacijo, ne. In zato je potrebno, da enostavno tisto energijo nazaj, da ženska ni utrujena, da nazaj vrnemo v telo, ne. Kako pa masiramo? Masiramo enostavno tako, prvo, kar je pomembno to, da se center, se pravi, da se sprosti srčni center. To pomeni srček, da je srček sproščen, enostavno najprej damo rokce na srček, lepo se sprostimo, tako kot smo naredili, ne? Lepo pozornost usmerimo v srček, v središču prsnice, da se sprosti, da začutimo tisto ljubečo vibracijo, ker vemo, da je srček povezan z celim telesom, da se sprosti in da ta ljubeča vibracija začne ogrevati, napajati tudi prsa. In ko so prsa, ko začutimo, da se ta ljubeča vibracija kot ena taka fontana razširi okrog, lahko s tem, da s toplimi rokami, pomembno, da so roke tople, da si roke prej zagrejemo s pozornostjo, usmerimo enkrat v levo, desno roko, da čutimo, da je kri, energija prišla v levo roko, desno, in potem si fajn zagrejemo, da so res tople, kot ogenj tople, in nežno položimo na prsi. Fajn je, da je bradavička med sredini, med sredincem in kazalčkom, da jo ne zadušimo in občutimo, kako toplina iz dlani prodira globoko v prsi in pa hkrati, kako iz središča
naše prsnice je srčka, kako ta ljubeča vibracija prav tako teče v prsi, v cvetove ljubezni, kot jih ta imenuje. In ko res začutimo tisto ljubečo vibracijo, ko res tako iskrico radosti, spoštovanja, samospoštovanja, ko to res začutimo, takrat začnemo masirati. Zdaj, ena masažica je tako, da enostavno prsi od spodaj navzgor, vseeno v katero smer, da jih premasiramo, da spodbudimo pretok. Pomembno pa je res pozornost. Pozornost je ključna, ker ima pozornost je tista, katera vodi energijo. Zato je fajn, da res masiramo in potem gremo počasi proti središču, proti areolam in potem počasi pričnemo masirati areole in pa bradavice. Bradavice so pa sploh tiste, katere so direktni spodbujevalec naše hipofize, predvsem prednjega režnja, in le-ta bo začela, ko bo stimulirana dovolj, bo začela proizvajati, to takoj začutimo hormon, rečemo hormon sreče, oksitocin. In ta dejansko spodbuja to, da se maternica, ki je krožna mišica, to pomeni, da sama ne more izvati kontrakcij, da prične z krčenjem in da se prične vsi ti procesi, ki so, da se prične maternica nazaj regenerirati in pa hkrati se spodbudi to, da energija se prične nazaj transformirati, preoblikovati v življenjsko energijo. In to je zelo pomembno. Enostavna masažica in potem lahko še areole ali pa samo bradavice masiramo. Pomembno pa je, da res to čutimo. Ne da masiramo kot mehanski stroj, ampak da res začutimo. Pomembno, da imamo pozornost in da čutimo. Ko me punce sprašujejo, kako naj vsaka od nas je individuum in enostavno ena ima točko, katera aktivira hipofizo malo bolj prebradavice, ena tukaj, ena ne. Zato pomembno, da čutimo in začutimo, ker naenkrat, wow, kot je fajn, ker začutiš, oksitocin. Se pravi, najdete svoje točke. Ja, to je to. Zato je pomembna sproščenost, da se sprostimo in potem, da se začutimo. Ženske, ki so na poti v menopavzo ali pa, ki se spogledujejo z njo, imajo ponavadi zelo, zelo močne menstruacije, ne? Ja, ene imajo zelo, zelo močne, ene pa dejansko neredne oziroma enkrat kratke, popolnoma različne. To pa je rezultat staranja jajčnikov. To pomeni rezultat tega, ko jajčniki in pa ostale žleze so že globoko v procesu staranja. To pomeni, da več ne producirajo vseh hormonov in pa te energije, katere v času, ko smo mi še plodne. Se pravi, tiste pa sploh morajo to početi? Vse, od mladih, ne samo tiste, katere so v menopavzi, pa to, tudi od tiste, katera je dobila že prvo menstruacijo, je zelo priporočljiva. Tvoja hčerka to tudi uči, ne? Ja, hčera to uči in zanimivo je, pri mladostnicah je še takoj efekt, in mladostnice imajo danes take krče, da je to neverjetno, ko so v takim stresom in jim parkrat se zmasirajo in efekt je takoj. In se krči, masternica se pomagamo ji, da pride nazaj v naravni proces, da se tok ne obremenjuje, da se tok ne ščrpa z menstruacijo. Hvala v imenu vseh žensk za to, da si, za to, da pridobivaš ta znanja in ga širiš tukaj med Slovenkami. Hvala ti lepa. Hvala tebi, Jasmina. Danes v naši družbi Females Academy, Akademija za ženske, posreduje vse tisto, kar bi morali že vedeti, zato da znamo upravljati s svojim telesom, da ga znamo razumeti in z njim tudi sodelovati. Ženske, bodimo zares ženske. Če imaš, ima pecel list, čimerika, pa nima nobenega pecla. Ampak je več listov, kot se tukaj leže vidite. Kaj je eno steblo? Zraščenih med sabo.